Hvala vam za povabilo. V nadaljevanju bi vam predstavil osnutek izhodišč za javno razpravo o spremembah pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zdaj, mogoče, če samo rišem najprej kontekst, zakaj prihaja do tega. Trem temeljnim ciljem sledimo s to prenovo. Na prvem mestu mora biti blaginja upokojencev, na drugem mestu je vzdržnost sistema, ki pa je seveda povezana z in prvo in tretjo točko. In tretja točka je, da bo sistem čim bolj pregleden in razumljiv. Trenutno ni najbolj, vemo, da direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je gospod Marjan Papež in taka interna šala je, da živ Bog ne razume našega pokojninskega sistema, z izjemo mogoče Papeža. Tega. Radi bi, da bi bil sistem majčkeno bolj pregleden in razumljiv, hkrati je pa treba razumeti, da imamo 633 tisoč prejemnikov neke pokojnine, ene izmed oblik pokojnin, da se v pokojninsko blagajno steče slabih 7 milijard evrov, predvideno za naslednje leto, in da ta sistem ne more biti popolnoma preprost, ker imamo med temi 633 tisoč prejemniki oziroma uživalci pokojnin osebe z zelo različnimi življenjskimi situacijami, ozadji, in pa da je bil zakon že v zadnjih 10 letih predmet zelo pogostih posegov. Včeraj smo na državno-zborskem odboru predstavili trenutni predlog, ki že ima oznako S, torej spis 2S, prišli smo od črke A do S s temi posegi zgolj v zadnjih 11 letih. Tudi tega se lahko mogoče dotaknem. Torej ta novela spis 2S, včeraj potrjena na državno-zborskem odboru, poleg zagotovljene vdovske pokojnine prinaša tudi boljšo odmero invalidskih pokojnin, namreč delovni invalidi, ki so delali za polovični delovni čas, in bo odslej pokojnina odmerjena od plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas, kar nekoliko izboljša njihov položaj. To še ni sistemska sprememba in izboljšava, je pa torej hoteli smo že letos nekako izboljšati položaj najranljivejših skupin znotraj upokojencev in naslovili vdove in invalide s tem delom. Naslednje leto pa, kot rečeno, širša prenova. Torej, če govorimo o blaginji upokojencev danes, po eni strani ugotovimo, da stanje slabo. V splošni populaciji je stopnja tveganja revščine med 12 pa 13 odstotki, med upokojenci 19 odstotkov, znotraj njih so najranljivejša skupina invalidi v upokojenskih gospodinjstvih. 37,5 celo je na neki točki odstotkov je dosegla njihova stopnja tveganja revščine. Tudi če gledamo zdajšnje upokojence, jih ima približno 80 tisoč pokojnino nižje od 500 evrov, in dobra polovica celo pokojnino nižje od praga tveganja revščine. Je pa res, kar je pomembno poudariti, povprečna njihova pokojninska doba. Torej, tisti z manj kot 500 evri imajo v povprečju 24 let delovne dobe. In tisti z manj kot pragom tveganja revščine imajo 35 let delovne dobe. Vsi sogovorniki, s katerimi sem zdaj govoril, vztrajajo na tem, da pa mora biti pokojnina odraz vplačanih prispevkov in posledično tudi pokojninske dobe. Torej, to je zelo pomemben faktor tu. In če še pogledamo tole, torej vsakdo z bruto plačo nižjo od 1700 evrov pade na zagotovljeno pokojnino 688 evrov, oziroma od novembra naprej, zopet z našim manjšim posegom, ki je del tega letošnjega paketa, je zagotovljena pokojnina 700 evrov, tako da teh 688 je treba povišati za teh 12 evrov. Po drugi strani, pa v zadnjem letu povprečna pokojnina, starostna pokojnina od novih upokojencev znaša 927 evrov, povprečna starostna pokojnina tisti, ki so pa dopolnili 40 let delovne dobe, je pa čez 1000 evrov. Torej, zdajšnji sistem je boljši. Tisto, kar smo prej gledali, je pač posledica zadnjih 30 let pokojninskega sistema. Naš namen je, da to še nekoliko izboljšamo. Hkrati je pa mogoče en glavnih razlogov, zakaj se tega lotevamo, demografski prehod, ki je pred nami. Ta trenutek imamo
tole je mogoče bolj povedno oziroma jasno, 20% ljudi starejših od 65 let, v naslednjih 25 letih se bo ta odstotek povečal na 30-31. Torej 50% več upokojencev bomo imeli v vsakem trenutku. Imamo pa sistem sprotnih plačil. Aktivna populacija prispeva za upokojene. Zdaj, en konec ekonomije sem študiral in poznam veliko ekonometričnih modelov in vsakič, ko vidim neko napoved za 20-30 let naprej, visoko dvignem vsaj eno obrv. Vemo, kaj vse se lahko v 20-30 letih zgodi, nihče nima kristalne krogle. Po drugi strani je pa demografija tista, ki lahko mogoče še najbolj verjamemo. Ne? Nihče ne more rojevati 20-letnikov, ki bojo pripravljeni jutri začeti delati. Pač traja, da prijemo na trg delovne sile. Zato je tem številkam dejansko kaže verjeti. Ta trenutek je naš pokojninski sistem v relativno dobrem stanju, ampak je zdaj čas, da začnemo razmišljati o teh spremembah. En način, torej 3 možnosti imamo v bistvu, če sem zelo preprost tukaj. Če bomo imeli toliko več upokojencev, glede na delovno aktivno populacijo ali pa celotno populacijo, imamo nekako 3 možnosti. Ne? Ali delamo mečken dlje, ali prispevamo mečken več, ali pa upokojenci dobijo manj. Tretja varianta je praktično nesprejemljiva glede na to, kar smo videli. Torej bomo tu nekje med prispevati mečken več, pa mogoče delati mečken dlje. Zdaj, delati mečken dlje je zelo občutljiva tema, ampak pomembno je, da razumemo, kaj to pomeni in da vidimo konkretne številke. Danes se v povprečju upokojujemo pri 61,7 let za ženske in 62,8 let za moške. To je povprečna starost ob upokojitvi danes. Torej, tista številka 65 je ima seveda svojo funkcijo, ampak tole so dejanske številke. In pred 10 leti so se ženske upokojevale še 3 leta prej in moški še približno 2 leti prej. Torej, že v zadnjih 10 letih brez spremembe kakršnekoli meje za upokojevanje smo podaljšali svojo delovno aktivnost, torej starost ob upokojitvi, ne delovno aktivnost, za 2 oziroma 3 leta. In ne da bi karkoli naredili s svojim pokojninskim sistemom, se bo ta upokojitvena starost zviševala še naprej in dosegla 65 let nekje okrog leta 2050. Preprosto zato, ker kasneje vstopamo na trg delovne sile. Glede naših izhodišč je najpomembnejši poudarek ta, da ostaja 40 let pokojninske dobe. O tem se ne želimo pogovarjati, kljub močnim pritiskom, da se to podaljša vsaj na 42 let, še ne več. Slišal sem že tudi, da je tale izhodišča, da če bo do tega prišlo, da je to, kar delamo, antireforma, ne pa reforma, ker ne podaljšujemo pokojninske dobe. Jaz se s tem ne strinjam, ne samo, da je nečloveško, ampak tudi številke kažejo, da lahko zdržimo s 40 leti, ampak 40 let pa. Tis bi bilo pa skoraj da nujno. Torej, to je mogoče bistven poudarek. Ostaja 40 let. Tudi, če pogledamo, zakaj so Francozi šli na ulice, najbolj to, da oni delajo zdaj 42 let in so hoteli podaljšati na 43. To je bilo tisto, kar jih je najbolj razjezilo, da je prišlo do masovnih protestov tam. Glede upokojitvene starosti potem ponujamo 2 možnosti, zlasti samo za tiste, ki ne dosežejo 40 let. Lahko ostanemo pri trenutnih 65 letih in odmernem odstotku 63,5. Ampak ugotavljamo, da že zdaj se redko kdo, ki nima 40 let, upokoji pri 65. Poskušajo delati naprej, če le lahko, seveda, dosež 40 let zaradi same višine pokojnine. Druga možnost je, da dvignemo to upokojitveno starost na 67, zopet, tiste, ki nimajo 40 let. Če nekdo pri 63 letih dopolni 40 let delovne dobe, gre v pokoj ravno tako kot doslej. V tem primeru bi pa to seveda nadgradili za vse, z dvigom odmernega odstotka, zdajšnjih 63,5 na 68 odstotkov, kar bi pomenilo dosti višje pokojnine za vse. Če se dogovorimo za kaj takega, bi se to uvedlo z nekim odloženim obdobjem, torej mogoče šele od leta 28 naprej bi se začelo to poviševati in zelo postopoma, recimo po 3 mesece na leto, dokler ne pridemo do te ciljne upokojitvene starosti.
To je zgolj dodatno ukrep, da vzpodbudimo kasnejše upokojevanje. Mogoče še en medklic na tej točki. Ko se pogovarjamo o teh spremembah, imamo veliko sogovornikov. Na eni strani seveda najbolj delovno aktivna populacija. Na njo se tole najbolj nanaša. Tisti, ki delajo, hočejo vedeti, kako dolgo, dokdaj bojo delali in koliko bojo potem za to dobili. Na drugi strani seveda upokojenci, tudi njih se to tiče. Glede konkretnih parametrov še najbolj indeksacija, do tega pridemo, ampak tudi vse skupaj. Ker tako, ko sem na začetku rekel, če sistem ne zdrži, nihče ne bo dobil poštene penzije. Sistem mora zdržati zato, da bi kdorkoli dobil karkoli. Potem so pa tu sogovorniki tudi Evropska komisija. Mi smo tukaj tudi omejeni z nekaterimi roki. Do polovice naslednjega leta moramo dati od sebe zakonodajni predlog in do konca naslednjega leta ga moramo sprejeti. To je del načrta za okrevanje in odpornost, ki je v bistvu mehanizem Evropske unije, s katerim nekako prisili države članice v sprejem reform in na to veže črpanje evropskih sredstev. In če mečkem poenostavim, če nam te reforme ne uspe sprejeti tako, da bomo prepričali Evropsko komisijo, ki trenutno naš pokojninski sistem ocenjuje kot visoko tveganega, da smo zdaj samo srednje tvegani, če nam to ne uspe, se odpovemo oziroma nam odrečejo črpanje približno 850 milijonov evrov evropskih sredstev, kar bi bilo izredno slabo za naše ministrstvo, to vlado in proračun. In seveda za naš pokojninski sistem, ker potem reformo prevzame nekdo drug, ki bo rezal sekiro po njem. Zato moramo vseeno upoštevati tudi določene zahteve tistih, ki bi radi poskrbeli predvsem za vzdržnost, ne pa v prvi vrsti za blaginjo, na kar gledamo mi. Druga stvar v zvezi z upokojitveno starostjo je, da želimo nekako nasloviti, po našem mnenju, neutemeljene prehode upokojitev preko Zavoda za zaposlovanje. 15,2% ljudi gre v penzijo iz zavoda, torej kot brezposelni, in pri tem ugotavljamo, da je zelo pogosta praksa, da delodajalec 2 leti preden zaposleni izpolne pogoje za upokojitev, da ga da na zavod, nekako je potem ta odpravnina sumljivo podobna razliki med nadomestilom na zavodu in plačo, ki bi jo prejemal do upokojitve. In to je seveda dodatno breme za proračun, iz katerega, torej za javne finance, iz katerih bi se financirale pokojnine. Tega ne bomo neposredno mogli nasloviti v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ampak v zakonu o urejanju trga dela, je pa del celotnega paketa. Predvsem želimo povečati stopnjo delovne aktivnosti torej v starostni skupini od 60 do 65 let. Tu najbolj zaostajamo za Evropsko unijo. V skupini od 25 do 55 smo celo nad povprečjem, 55 do 60 smo tu nekje in v zadnjem času, v zadnjih 10 letih doseglo ogromen napredek. Pri skupini 60 do 65 pa močno zaostajamo za Evropsko unijo. Prav tako želimo spodbujati kasnejše upokojevanje s tem, da nadaljujemo z ukrepom izplačila 40% oziroma 20% dela starostne pokojnine, če nekdo dela po izpolnitvi pogojev. Torej danes, če izpolnite pogoje, pa delate še naprej, prva 3 leta dobivate 40% pokojnine plus polno plačo. Pa še za vsako leto se vam poveča odmerni odstotek za 3 odstotne točke. To nameravamo obdržati. Prav tako bomo zadržali subvencije za prispevke za starejše zaposlene. Potem je pa tu še niz, recimo temu, mehkejših ukrepov, s katerimi hočemo povečati delovno aktivnost starejših. Nekje med 55 in 60 letom želimo, da se zaposleni in delodajalec, sicer ne moramo tega uvesti kot obveznost, ampak kot močno priporočilo, sestaneta in naredita načrt zniževanja delovne obremenitve. Delovni naziv tega je bil karierni razgovor, pa so me potem vsi napadli, da pri 55 pa že nisem star, ne boš mi govoril, da imam karierni razgovor in tako naprej. Torej, načrt zniževanja delovne obremenitve je očitno bolj sprejemljiv naziv za to. Gre za to, da se takrat začne prilagajati delovno mesto ali pa delovno obremenitev, da se starejši zaposleni bolj posvetijo mentorstvu, uvajanju mlajših zaposlenih in na ta način nekoliko razbremenijo, da bi lahko delali dlje. Glede tega, ali je 55 zgodaj ali ne,
Večina ljudi, ki si jim doslej to predstavljajo, so pač ljudje, ki delajo v pisarnah in se jim zdi, da pri 55 pač še niso niti obremenjeni, niti stari. Po drugi strani igram košarko s skladiščnikom, ki je star 55 let in je 2-metrski mišični hrust, pa rabi zjutraj 2 uri, da se sestavi, da se sploh ustane. Človek je zlomljen, ne? Pa je krpan po gradnji. Tako da 55 ni pozno, moramo pa vedeti, da imamo še vedno 30% približno ljudi v državi, ki delajo fizično. Ne samo v skladiščih pa v fabrikah, tudi recimo v negi, v dolgotrajni oskrbi. Negovalka v domovih starejših v eni noči prestavi 2 toni ljudi. Ne? Torej, tudi tega se moramo upoštevati, tudi tega se moramo zavedati. Zato se lotevamo tega z mehkejšimi ukrepi, ne z neko prisilo. Ena možnost, kjer se zgledujemo po nizozemskem modelu, je sistem 80-90-100, kar pomeni, da zaposleni ima možnost delati 80% delovnega časa, to bi pomenili recimo 4 dni na teden, prejema 90% plače in ima plačane polne prispevke. S tem si nekako delodajalec pa zaposleni razdelita tisti strošek zniževanja delovne obremenitve, in po prvih pogovorih je to tudi delodajalcem nekako sprejemljivo, tako da mogoče je to še ena smer, v katero lahko gre. Oboje je seveda pravica in ne obveznost, nihče ne more delavcev to prisiliti. Torej, predviden rezultat vsega tega je, da se nadaljuje višanje dejanske upokojitvene starosti, torej tisto, kar je zdaj slabih 62 za ženske, slabih 63 za moške, da se nekoliko zviša, da bi imeli pač v vsakem trenutku manjše število upokojencev. Pred 10 leti smo imeli 1,37 delovno aktivnega na enega upokojenca. Torej 1,37 zaposlenega je plačeval pokojnino enemu upokojencu. Danes je to razmerje 1,57. Pa ne zaradi naše demografije, ampak skoraj izključno zaradi priseljevanja. 15% aktivne populacije danes predstavljajo tujci, ki plačujejo vse davke in prispevke. In mogoče, da na tej točki razbijem še en mit, ki ga prepogosto poslušam in je posredno povezan s tem. 15% vseh delovno aktivnih so tujci, med prejemniki otroških dodatkov jih je 12%, med prejemniki denarno-socialne pomoči jih je 9% in med prejemniki varstvenega dodatka jih je 6%, torej podsorazmerno prejemajo socialne transferje, nam pa gradijo ceste, delajo v tretjih izmenah tovarn in povečujejo razmerje med delovno aktivnimi in pokojninami, torej plačujejo prispevke za naše penzije. Torej, še enkrat, poskusiti podaljšati, povišati upokojitveno starost pri tistih, ki so seveda to zmožni. Ok, še ena zadeva, dosti pomembna, referenčno obdobje, zdaj je najboljših 24 zaporednih let. Kaj se tu dogaja je, da tisti, ki imajo 24 let visokega plačevanja prispevkov, potem se začnejo tem prispevkom močno izogibati, recimo gre delati preko SP-ja in si plačuje prispevke od najnižje možne osnove. 83% samostojnih podjetnikov si plačuje prispevke od najnižje možne osnove v Sloveniji, kar je težava. Ne trdim, torej 3 kategorije so med njimi. Eni so tisti, ki dejansko ne zaslužijo več in to počnejo pravičeno. Eni so tisti, ki so to prisiljeni, ker jih delodajalec noče zaposliti za polni delovni čas oziroma za redno delovno razmerje, ampak jih sili v tako nestanovitno obliko zaposlitve. In tretji so tisti, ki to prostovoljno delajo zato, da davčno optimizirajo pri sebi. Tudi to bi nekako želeli nasloviti, tole je en način, torej možnost A pa B, vedno se pogajamo znotraj intervala, torej so izhodišča za pogajanja. En predmet je podaljšati na 40 let z izključitvijo 5 najslabših, ampak seveda, doslej je daljšanje referenčnega obdobja vedno pomenilo nižje pokojnine. Zato hkrati predlagamo tudi dvig odmernega odstotka, ki bo to zagotovo kompenziral, pa hkrati naredil plačevanje prispevkov bolj pravično in tudi zniževanje najnižje osnove, do tega še prijem. Glede indeksacije oziroma rednega usklajevanja pokojnin. Zdaj se po zakonu pokojnine vsako leto uskladijo po formuli, ki je zapisana v zakonu, 40% glede na rast cen življenjskih potrebščin, po domače povedano inflacija, in 60% povprečna plača v državi.
Zdaj, v različnih obdobjih je to različno ugodno za upokojence. Tam nekje od 2012 pa do 2020 je bilo to za upokojence zelo ugodno, ker je bila inflacija rekordno nizka in ne glede na to, kaj so delale denarne oblasti, jim ni uspelo inflacije povišati, čeprav so se trudili, da bi jo. V zadnjem letu je to za upokojence zelo slabo, ker je inflacija zelo visoka. In ravno ti inflacijski šoki po eni strani najbolj udarijo po upokojencih, ker se povišajo nenadno stroški življenjskih potrebščin, hkrati pa uskladitev tega ne odraža, ker je inflaciji samo 40%. Zato predlagamo obrat tega, več na inflacijo, manj na povprečno plačo. Zakaj oboje? Vsi upokojenci, delodajalci, zaposleni se strinjajo, da morajo biti upokojenci po eni strani, da mora pokojnina ohranjati realno vrednost, torej da z dano penzijo iz leta v leto kupimo isto košarico dobrin. To pomeni vezava na inflacijo in ohranjanje realne vrednosti. Po drugi strani pravijo, da morajo biti upokojenci tudi deležni dviga življenjskega standarda aktivne populacije, ker so tudi oni prispevali k dvigu produktivnosti. Zato vezava na povprečno plačo. In verjamemo, da je kombinacija z višjim poudarkom na inflaciji v tem primeru bolj smiselna. Da se ne zapletem v podrobnosti. Do leta 1997 je bila prispevna stopnja za delodajalce in zaposlene enaka in so tako delavke kot delodajalci plačevali 15,5% od plače. Leta 1997 je bil uveden začasni ukrep za ohranjanje delovnih mest in razbremenitev gospodarstva in se je prispevek delodajalca znižal na 8,85. Ta začasni ukrep 26 let kasneje še vedno stoji in ideja je, da se vsaj izenačita ta dva prispevka. Torej, da boste in delodajalci in zaposleni plačevali isto. To bi sicer pomenilo, torej ne, da se prispevek delodajalcev dvigne na 15,5 nazaj, ampak recimo, da se izenačita nekje med 12 pa 13%. Če je 12,175, boste oba plačevala enako in hkrati bo skupen prispevek takšen, kot je zdaj. Če se dogovorimo za dvig na 13, bomo pač prispevali vsi nekoliko več. Posledica tega je rahel dvig stroška delodajalca, tudi če gremo na 12,175 vsi, ampak hkrati višja neto plača, kar je pa spet pozitivno in za zdajšnje gospodarstvo in kasneje za odmero pokojnine. Predvsem pa razbremeni naš proračun, ker za pokojnine zberemo iz prispevkov, vsako leto je pa treba potem še približno milijardo evrov, vsaj v zadnjih 2 letih, doplačati iz proračuna, ker samo s prispevki ne pokrijemo vseh obveznosti za pokojnine. Predlagamo tudi, da se najnižja pokojninska osnova zviša na 81% in s tem poskrbimo predvsem za najnižje, hkrati tudi sicer posledično za najvišje, zato ker so najnižja pa najvišja pokojnina sta določeni v fiksnem znesku, torej osnova 1:4. Vdovske pokojnine želimo dvigniti 70 na 80%, torej njihovo odmero. Že letos, torej zdaj, včeraj smo to spravili skozi državno-zborski odbor, je pa zagotovljena vdovska pokojnina 700 evrov oziroma z eno omejitvijo. Torej vdovska pokojnina ne more presegati seštevka pokojnin obeh zakoncev prednji eden minimum. Torej, če je prej imel vsak 310 evrov, kar je minimum, eden umre, ta drugi, vdova ali vdovec, ne more dobiti 700, ampak samo seštevek njunih pokojnin, zato ker se je ljudem zdelo to pa že mečken preveč in vedno imamo to težavo, da z vsakim takim ukrepom rušimo sistem, zavarovalniški sistem pokojninskega sistema, ker vnašamo noter preveč elementov solidarnosti. Moje osebno stališče in stališče ministrstva je, da če imamo na eni strani pravno in sistemsko in konceptualno čistost, na drugi strani pa blaginjo najranljivejših, bomo najprej poskrbeli za to drugo, ko bojo pa vsi v boljšem stanju, potem bomo pa tudi za čistost naših zakonov poskrbeli. Ok, zdaj prijem do dela, ki mogoče najbolj vas zanima. Prenova sistema invalidskega zavarovanja. Ta je v zadnjih 20-30 letih doživel zelo malo, če sploh kaj sprememb. Glavni poudarki bi bili naslednji. Invalidnost bi se ugotavljala glede na preostalo delovno zmožnost v celoti, ne samo na zadnjem delovnem mestu.
tako kot do zdaj. Kakor boste videli številke, proces rehabilitacije, ki je v bistvu idealen rezultat, je zelo neuspešen in zelo malem številu primerov je dejansko uspešen. Torej, institut poklicne rehabilitacije mora postati temeljna pravica, predmet pogajanja ali tudi obveznost in se mora začeti čim prej, pred zaključkom postopka zdravljenja. In šele potem, če ta proces rehabilitacije ne uspe, potem se ugotavlja invalidnost. Potem je vprašanje seveda nadomestila za čas rehabilitacije, to mora biti ustrezno spodbudno, torej nekje med plačo pa bolniškim nadomestilom, in pa prevedba nadomestil na nov sistem, če grem mečken bolj v detajle. Torej vidimo, da povprečno število uživalcev vseh invalidskih pokojnin po letih nekoliko pada. Zneski sicer rastejo, invalidska pokojnina je v zadnjih 10 letih povprečje vsaj iz slabih 480 prišla na slabih 610 oziroma na 608, še vedno precej nizko. Število prejemnikov invalidske pokojnine pa, kot smo videli, rahlo pada. Torej, kaj želimo narediti? Prvič, tako kot sem že omenil, ugotavljati invalidnost glede na opravljanje poklica, ne samo zadnje zaposlitev, ampak nasploh z možnosti za opravljanje poklica. S tem bi dejansko tretja kategorija invalidnosti odpadla, imamo dve kategoriji in tretja so tisti, ki so v procesu rehabilitacije. Tu se usklajujemo zelo previdno tudi z JŠRIPS-om, torej skladom, v katerega se stekajo kazni za nedoseganje kvot za zaposlovanje invalidov. Torej, res smo previdni, da ne bi s tem preveč posegli v sistem kvot za zaposlovanje invalidov, za katerega verjamemo, da deluje dober in o katerem se hodijo iz vse Evrope učiti k nam. Torej, sama poklicna rehabilitacija mora biti strokovna obravnava in skrbeti za vračanje na delovno mesto. Čim prej, torej že v fazi zdravljenja. Če to ni mogoče oziroma je ta neuspešna, potem se začne postopek čim prej, najkasneje pa 12 mesecev po koncu bolniškega staleža. In še enkrat, pomembno je iskati celotno preostalo delo zmožnost, ne samo tisto pri zadnji zaposlitvi. Predmet pogajanja je, ali naj bo ta proces, torej rehabilitacije, celo obvezen. Če rehabilitacija ni uspešna, potem se ugotavlja invalidnost. Torej, trije možni izhodi so po poklicni rehabilitaciji, če ta uspešna, ni invalidnosti in se vrne na delovno mesto. Tukaj je tudi vprašanje, kakšno delovno mesto. Torej, po eni strani je tu primer iz Zavoda za zaposlovanje, ko se ta primernost delovnega mesta ocenjuje glede na doseženo izobrazbo. Če je prej nekdo delal delo, ki je primerno za 7. stopnjo izobrazbe, pa lahko po nastopu neke oblike hendikepa oziroma invalidnosti opravlja delovno mesto, ki je primerno za 2 stopnje nižjo, ali v tem primeru izplačati neko nadomestilo, ali omogočiti upokojitev. Torej, to so še detajli znotraj tega, o katerih se želimo tudi pogovarjati in o katerih še razmišljamo, da najprej dobimo neko utemeljeno izhodišče, prvo pozicijo in potem gremo v pogovor naprej. Druga možnost je seveda invalidnost druge kategorije, kar pomeni, da se vrne na delovno mesto za skrajšani delovni čas, in pa invalid prve kategorije, ko zavarovanec ni več sposoben upravljati pridobitnega dela. Torej, po veljavni ureditvi imamo delo s polnim delovnim časom, za katerega se prejema del invalidske pokojnine, torej ob delu ali 130% izven dela, ali pa skrajšani delovni čas. Po novem konceptu odmera od invalidske pokojnine ne bo mogoča, ker statusa invalidnosti še ni, torej znotraj obdobja rehabilitacije. Višina nadomestila v času rehabilitacije je, tako kot sem rekel, med zneskom nadomestila za bolniško in plačo, in to motivira tudi zavarovance, da se vključijo v samo rehabilitacijo. Če bi seveda ta bila neuspešna, to že odgovarjam na vprašanja, ki smo jih v zvezi s tem dobili, ne bi seveda nihče bil dolžen vračati stroškov rehabilitacije, razen v primeru hujših kršitev, ampak teh je zelo malo. Po končani rehabilitaciji imamo zdajšnjo veljavno ureditev,
glede začasnega nadomestila. Ta institut bo treba prilagoditi. To je še ena točka, o kateri se želimo pogovarjati oziroma ki jo še razvijamo. Z detajlov ne bi hotel prejudicirati, ker je mogoče zato še prezgodaj, bolj zato, da vidite, v katero smer razmišljamo. In glede delnega nadomestila, veljavno ureditev verjamem, da poznate. Po novem konceptu bi v drugi kategoriji invalidnosti se zavarovanec vrnil na svoje delovno mesto za skrajšan delovni čas, torej za najmanj 4 ure dnevno. In seveda po možnosti s prilagoditvijo delovnega mesta. Obstoječa nadomestila bo treba nekako prevesti, glede na SPIZ-1 in SPIZ-2. V vsakem primeru pa bomo gledali, da se bo gmotni položaj delovnih invalidov in invalidov izboljšal oziroma da vsaj ne bo slabši. Vsekakor je cilj prevesti ta nadomestila na ta način, da se izboljšajo. Glede invalidske pokojnine, dobro, eno je samo upravičenje, predvsem pa na kak način jih zvišati, glede na to, da smo na začetku povedali, da so invalidi v upokojenskih gospodinjstvih najranljivejša skupina. Predvsem razmišljamo v smeri, da bi spremenili inštitut prištete dobe, da bi se ta vrednotila v večjem deležu v obdobju od nastanka invalidnosti do časa upokojitve in da bi na ta način izboljšali tudi invalidsko pokojnino za vse. Za delovne invalide pa, tako kot sem rekel, smo že zdaj nekako majčkeno izboljšali situacijo s tem, ko se ta odmerja od plače, ki bi invalid prejemal, če bi delal za polni delovni čas. Torej, ta del ima nek osnutek, še ga razdelujemo. To so nekako smernice, v katero smer razmišljamo. Zagotovo, ko bo čas, pa bo bolj natančno razdelan, vam ga predstavimo ponovno in se takrat pogovarjamo naprej o njem. In če se vrnem zdaj za konec sam še na par navidez tehničnih, ampak imajo tudi vsebinske posledice posegov v sistem celotnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Torej, eden je, da bi uvedli poenostavljen bruto sistem. Zdaj se za odmero pokojnin upoštevajo neto plače in tako imenovani povprečni plačani davki in prispevki. Ampak posledično tisti, ki imajo plačo nadpovprečno, se jim upoštevajo višji prispevki, kakor so dejansko plačali in obratno. V najslabšem primeru je na obeh koncih tudi za 12% zamaknjena, torej 12% višjo pokojnino glede na dejansko plačane prispevke dobijo tisti z nadpovprečnimi plačami in 12% nižje ti na drugi strani. Kar pomeni, če bi upoštevali bruto plačo, bi upoštevali dejansko plačane prispevke in povečali korelacijo med plačanimi prispevki in pokojninami. S tem, da zdaj, ob zdajšnjem neto sistemu, so dejansko na boljšem tisti z višjimi plačami. Zato to je eno. Hkrati bi pa naš pokojninski sistem s tem postal bolj pregleden, bolj primerljiv z evropskimi sistemi in tudi Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi naredilo uslugo, ker bi bilo obračunavanje nekoliko lažje. Zopet postopno se to uvaja od leta 2025 naprej, nikakor ne za nazaj, nikakor ne naenkrat. In še ena zelo pomembna stvar, to je uveljava načela vsako delo šteje. Leta 2017 so socialni partnerji v usklajenih izhodiščih potrdili to. Načeloma to pomeni, da se plačujejo isti prispevki ne glede na obliko zaposlitve. Torej več možnosti goljufanja z oblikami zaposlitve, tako kot nam učita tudi Evropska unija, da je naše SP-ovstvo skoraj da že neke vrste davčna oaza. Zopet tu hočemo biti previdni, ker vemo, da obstajajo samostojni podjetniki, ki dejansko niso zmožni plačati višjih prispevkov, kot jih imajo. In tu bomo iskali posebne rešitve. Vsekakor pa je treba to odpraviti. Med vsemi zaposlenimi imamo, torej približno 1 milijon ljudi je zaposlenih in dela, od tega je 100 000 samostojnih podjetnikov, to je 10%. Med plačanimi prispevki samozaposlenih jih je 5%. To je narobe tudi za samozaposlene, njihove penzije bodo slabe, ko se enkrat upokojijo. Torej, z tresočo roko, previdno, ampak tudi to želimo nekako nasloviti.
In pa poenotiti pokojninske dobe. Zdaj so ene iz dela, prostovoljne vključitve, brez dokupa, z dokupom, ena pokojninska doba, dokup pa seveda ustrezno vrednotiti, da ne bi pač tisti, ki si lahko to privoščijo, si poceni kupovali leta delovne dobe. Letni dodatek ne bi bil več izplačan v stopničkah, tako kot zdaj v razredih, ampak zvezna funkcija, ker imamo problem, da se na mejah razredov pojavlja anomalija. Nekdo zato, ker ima za 2 evra višjo penzijo, dobi nižji dodatek, pa on za nižjo penzijo skupaj z dodatkom dobi več. To želimo odpraviti, tako da pač dodatek pada z višino penzije linearno. Nič takega, ampak odpravlja anomalije. In zdaj tisto, kar je mogoče manj bistven za vas, ampak zelo za nas, ker se pogovarjamo z Evropsko komisijo, Ministrstvom za finance, ostali v vladi, ki jih skrbi, kako si bomo vse to privoščili. Kombiniran scenarij vseh točk A, po eni strani prinaša 4,5%, najmanj 4,5% točke više penzije za vse, hkrati pa neki ne da prešpara. Po projekcijah Evropske unije zdaj damo 10% dobrih BDP-ja za pokojnine, do leta 2050 bi ta odstotek zrasel na 16% BDP-ja. To je projekcija in zato smo dobili skoraj da rumeni karton in zahtevo, da naredimo nekaj s svojimi pokojninami. Če uvedemo vse ukrepe, ki so tu noter, na podlagi njihovih modelov, za katere trdim, da so majčkeno zgrešeni, ampak če oni v to verjamejo toliko bolje, izboljšamo situacijo za 2% točki. In s tem pridemo približno v področje srednje tveganih držav. To je eden od takih cilj. Prej sem že omenil migracije, ta model predvideva 5000 priliva na leto. Dejansko v zadnjih letih beležimo med 9 in 12 tisoč neto priliva tujih delavcev. Pri tem je seveda pa zelo pomembno, da zraven ustrezno integracijsko politiko tudi vodimo, da se ti ljudje naučijo slovenščine, naše kulture in da se integrirajo v našo družbo, ne pa da jih stlačimo v nek geto, kjer bojo oni nesrečni, pa vsi okrog njih. To je izredno pomembno, tudi za naš pokojninski sistem očitno. Glede drugega stebra, mogoče glede na to, da sem verjetno že malo predolg, ne bi več zgubil besed. In tudi tole je mogoče dovolj. Na tej točki se ustavim.